Dobrodošli in lepo pozdravljeni v 48. epizodi AS podcasta. In prav okoli številke 48 se bo danes vrtelo, kajti danes zgodaj zjutraj smo dobili še zadnjega potnika na težko pričakovano svetovno prvenstvo, ki prihaja tudi na naši televiziji, zato bom danes ne v svoji dnevni sobi, to se preveč naduto sliši, ampak v naši dnevni sobi pozdravil staro gardo svetovnega prvenstva, Tine Zupan. Garda. Gregor Gajšek. Lep pozdrav. In ne Primož, ampak Marko Cirman, tudi danes smo zastopani s Cirmani. Lepo pozdravljen, dobrodošel nazaj. Brat je pustil močan vtis, tako da... Stopamo v velike čevlje. Stopaš v velike čevlje. Začnimo z aktualijami. Ne moremo mimo včerajšnje tekme, včerajšnjega debakla Italije. Gregor Gajšek, Italija še tretjič zapovrstjo ne bo igrala na svetovnem prvenstvu. Beseda je vaša. Ja, to je res. Zadnji smo Italijo gledali na svetovnem prvenstvu leta 2014, zadnja tekma proti Urugvaju, ko je Suarez ugriznil Chiellinija v uho. Prav to sta podatek, sem jaz danes videl, mene je to šokiralo, da je to zadnja tekma Italije na svetovnem prvenstvu, ko je Suarez ugriznil Chiellinija, pa to je 100 let nazaj. Ja, ampak takrat so... Si že igral takrat? Takrat so Italijani imeli razmeroma super moštvo, tudi 4 leta nazaj, ko sem danes gledal, katera je bila prva postava na tekmi proti Švedski, ki so jo pol izgubili v kvalifikacijah, so imeli še vedno res fantastično zasedbo. Zdaj po tej Švedski je prišla Severna Makedonija, ki jih je izločila, in včeraj Bosna. Tekma se je sicer super začela za Italijane, nadaljevala pa potem precej slabše. Mislim, da je bil ključen trenutek tista izključitev Bastonija, ki nekako nadaljuje s svojimi slabimi predstavami. Se pa lahko ob tem, ko so izpadli seveda marsikako vprašanje, zastavimo, zakaj tako, zakaj ne drugače. Mene je že sam pogled na reprezentanco, ki jo je izbral Gattuso pred tema 2 tekmama. Prva misel, ki me je spreletela takrat, ko sem pogledal tistih 28 priimkov imen, mi je bila, a Italija ne premore nič boljšega v tem trenutku. Pa vendarle, tudi teh 28 bi morali biti boljših kot teh 23 Bosne in Hercegovine. Mislim, da je Italijane včeraj stal predvsem ta izjemen pritisk potencialne tretje neuvrstitve na svetovno prvenstvo. Vsi ti demoni iz preteklosti so prišli v ospredje. Nekateri nogometaši, ki so igrali včeraj v prvi postavi in tudi potem, ko so prišli noč, so igrali že pred 4 leti, ko je ta ista Italija izpadla, in potem še, rekel bi, relativno predsejšnja neizkušenost trenerja Gattusa. Vse to je nekako kulminiralo potem v tem izpadu. Pri izvajanju 11 metrov se je videla popolna nesproščenost, res zakrčenost, tudi izbira sama izvajalcev, prvi izvajalec Pio Esposito, vse je v redu, ima dobro sezono, ampak pol leta nazaj je ta človek igral v italijanski drugi ligi, zdaj pa naj bi streljal enega od odločilnih penalov oziroma 11 metrov proti Bosni na tem zeniškem stadionu, kjer so Bošnjaki verjeli pri teh 11 metrovkah, da lahko grejo na svetovno prvenstvo, Italijani pač ne. In videli smo, kako se je končal ta prvi strel. Za Tonalija sem verjel, da ga bo dal, za Cristanteja sem prav tako verjel, da ga ne bo dal, zato ker on pač ni izvajalec 11 metrovk. Velike upe so polagali v Donnarummo. Njegova napaka v 42 minuti je pripeljala do rdečega kartona. Šampion, vratar, kakršen je on, gol avta pač ne more izvajati na ta način, kot je to on naredil. Prekratka podaja, prenizka podaja za to, da ti jo tekmec prestreže in si poda v protinapad. Pri izvajanju 11 metrov pa ni pokazal ničesar od svoje veličine. Zdaj, če dovolite še ena opaska. Če pogledamo italijansko reprezentanco prvih 11, pa gremo pogledati, kdo prispeva nogometaše za prvih 11. Italijanski prvak Napoli, to je Matteo Politano, ki v tej sezoni pri Napoliju najverjetneje ne bi igral niti toliko, kot je igral, če bi bil zdrav Neres. Milan
ni prispeval v celo zasedbo, ki je bila včeraj v Zenici, niti enega nogometaša. Juventus je prispeval prvo enesterico enega. Locatelija, prišel je gor, Gatti, potem ko je bil izključen Bastoni, ki ne igra v Juventusu. Praktično igra, on celo sezono sedi. Ne? Če gremo še malo naprej, Como ni dal niti enega reprezentanta, pa je 4. v ligi, pa bo igral najverjetneje v ligi prvakov naslednje leto. Inter jih je dal kar nekaj, potem pa sledi Roma, Atalanta je dala enega rezervista, Palestro, poškodovanska Maka. Skratka, kje igrajo, kaj igrajo ti reprezentanti, kdo je kriv, da je to tako? Najbrž lahko pogledamo proti velikim italijanskim klubom, proti njihovi usmeritvi, kaj se dela z mladimi, kaj se dela sploh z italijanskimi nogometaši in potem se lahko tudi vprašamo, kje pa igrajo italijanski nogometaši, če ne igrajo v svojih klubih. Pa pogledamo, koliko jih igra v Angliji. Igrata 2, tretji, ki bi moral biti, se je zahvalil, se je obrnil, je šel nazaj. Ne? Zdaj, koliko igra Calafiori, lahko pa ti ne pove. V tej sezoni. In ravno Ricardo. to replika. V zadnjih 2 mesecih je igral skoraj nič. Ne? Ampak moja replika, Gajo, na tvoje trditve je ta, da ja, ok, ampak ta zasedba ima v 3 igralcih Interja, ki smo imeli, se pravi Di Marco, Bastoni, Barella, tukaj je Donnarumma, to so 4 igralci, ki so igrali v finalu Lige prvakov še lani. Tukaj imamo Calafiorja, ki je v ekipi, ki se bori za številne lovorike tudi letos. Tukaj je Tonali, ki je močan. Adut Newcastle v letošnji sezoni, Tine, kje je potem težava? Kvaliteto potem takem imajo. Jaz največji minus, ko vidim to postavo Italijanov, vidim spredaj. Ne? Ja. Včasih je to pokal pač od neke mednarodne kvalitete. Zdaj to, kar imajo zdaj, je pač daleč od neke mednarodne špice. Na nek način grejo te velike reprezentance z izjemo Špancov in Francozov. Ne, v zadnjih letih vse se mi zdi skozi neke take neka taka obdobja, ki so posledica te pač trenutne globalizacije nogometa. Nemci imajo tudi ogromne težave, Angleži gredo skozi neke take in drugačne zadeve, če gledamo pač predvsem te evropske velikane. Brazilci pa Argentinci imajo spet neke svoje druge specifične geografsko pogojene težave. Kar je fascinantno je to, da je to pri Italiji, predvsem kar se mundiala tiče, ne, oni so bili vmes evropski prvaki, kot da bi jih to malo kaznovalo, da so on Euro vzeli. In zdi se mi, da je pač Italija, prebral sem, da prvi bivši svetovni prvak, ki se 3krat zapored ni uvrstil na mundial, je Italija. Kar pomeni, da je tle pač nek institucionalen problem njihovega fuzbala, ki zdi se, so ga začeli reševati to, kar je Grega govoril, ta manko italijanskih vrhunskih igralcev in ta prehod predvsem iz mladinske v člansko konkurenco profesionalno nogomet, ki je najbolj problematičen, so začeli reševati s temi B ekipami velikih klubov v 3. ligi, kjer je vse kar precej tudi nekega tujega materijala. Dobra stvar v tem trenutku, če iščemo eno v tej poplavi negativnosti, je to, da je pač Italija dobila to zelo bizarno prireditev skupaj s Turčijo Evropskega prvenstva 2032, kar pomeni, da se bo končno začel nek ta infrastrukturni premik, ne, ker italijanski stadion izgleda grozno, in bo tam nekje 10 objektov v bistvu totalno prenovljenih ali celo na novo zgrajenih, kar je lahko nek korak v neko boljšo ero, ampak produkcija takšna, kot je v tem trenutku, je pač ekstremen problem in na nek način se zdi, da je domet lige v tem trenutku vendarle premočen za to, kar
italijanska nogometna produkcija lahko sproducira in ne moram se bolj strinjati s tem, kar je rekel Grega, pač v velikih italijanskih klubih glavnih vlog nimajo italijanski velikani, ne? In če se ti spomniš te neke bližnje preteklosti, teh velikih Milanov, Juventusov in tako naprej, je tle vedno bil nek italijanski nukleus, ki je seveda pa otvoril tudi neko srce reprezentance. Ti boš, jaz mislim, da zelo težko uspešen, če ti bodo nosilci v reprezentanci, igralci, ki igrajo v nekih klubih, ki se ne borijo za največje stvari, seveda z vsem dolžnim spoštovanjem Interja, ki si ga omenil. Se pa bosanski igralci ne borijo, Marko, za največje stvari v svojih klubih, niti nimajo infrastrukture, oziroma imajo še precej slabšo kot Italijani. Ne igrajo igralci v finaleh Lige prvakov, tako kot Italijani, ampak imajo pa prave navijače. Včeraj mi je srce zaigralo, ko sem videl v blok zadaj ob himnah, ko so iz dnevnih sob, iz kuhenj, iz kopalnic bakle bile prižgane iz blokov. Ta nostalgija Balkana, ki se je uprizorila na tej tekmi, enostavno je dišalo po nečem večjem. Ja, na eni strani, kot rekel Gajo prej, Italijani z velikim bremenom na svojih ramenih po ponovni neuvrstitvi na svetovno prvenstvo, na drugi strani pa ogromna želja nogometašev Bosne, ki so začutili v Cardiffu, da lahko pridejo na svetovno prvenstvo, pa ta rdeč karton, in včeraj se je vse fantastično zložilo, res so nekako dihali kot eno ti reprezentanti in zgarali tekmo, no. Ne glede na to, da so imeli igralca več, so morali tudi trpeti, ampak ja, ta navijaška kulisa pa je bila res izjemna in mislim, da škoda, no, ker je prvenstvo po eni strani tako daleč, da mislim, da bo manjkal kakšen goreč navijač Bosne in Hercegovine, se vemo zaradi česa. No. Z finančnih razlogov? Ja, seveda. Amerika ni poceni, ne? To vemo. Je pa res, da bi si po eni strani pa želeli, ne? To, kar smo včeraj videli na ulicah, to je res en tak srčen narod. Po eni strani jim človek kar privošči, glede na to, kar so pretrpeli v zadnjih 30 letih, tako da neko zadoščenje so dobili tudi v obliki tega uspeha vnovičnega po letu 2014. Kakorkoli, ne moremo jim vzeti tega mundiala, zaslužili so si ga, glede na to, da so pač preprečili pot na prvenstvo Italiji. To ni mala stvar, ne glede na to, da je Italija zdaj v krizi. Pustimo Italija slaba gor ali dol, morali so jo premagati in premagali so jo tudi po 11 metrovkah, moraš biti miren, natančen, zbran in vse to se je poklopilo reprezentanci Bosne in res lepa zgodba. Kaj pa glede stroke? Spomnim se našega podcasta pred meseci, ko smo se že pogovarjali o Gattusu, nisi bil njegov največji navdušenec. Trenutno v seriji A precej bistveno bolj kvalitetnih potencialnih selektorjev in trenerjev nasploh, kot je slavni Gennaro Gattuso, ki je, kot kaže, ponovno pogorel. Jaz bi imel rajš, če bi se tokrat uštel, ampak takoj, ko so imenovali Gattusa, to lahko potrdijo tudi kolegi iz Deska, sem pač rekel, da to ni prava stvar. Gennaro Gattuso z vsem dolžnim spoštovanjem, predvsem do tega, kar je naredil kot nogometaš v svoji karieri, ampak kot trener pa, oprostite, ni pokazal ničesar. Ničesar, kjerkoli je bil trener, to ni bila zgodba z uspešnim koncem. Nazadnje pri Hajduku smo videli, kako se je končalo, in potem ti vodiš Hajduk in za nagrado, ker si bil neuspešen v hrvaškem prvenstvu in pokalu in ne vem kje še vse v Evropi, prevzameš italijansko reprezentanco, kjer so se po mojem mnenju bistveno prehitro odrekli Spallettiju. Res je, da Spalletti na evropskem prvenstvu s to reprezentanco ni opravil tega, kar so v Italiji pričakovali, ampak kam pa prideš, če začneš ti dvomiti o Lucianu Spallettiju in njegovih trenerskih metodah in njegovi sposobnosti vodenja ekipe, reprezentance in tako naprej. Kaj ti potem ostane? Kaj ostane? Ti si rekel, ok, Luciano Spalletti
ki je trener 30 ali ne vem koliko let, ki je bil marsikje uspešen, ki je marsikje tudi že osvojil, ne nazadnje tudi bil italijanski prvak z Napolijem, on ni dober, on ni kakovosten, njega nočemo več. Kdo nam pa pol ostane? Kdo? Mislim, da kar nekaj sicer potencialnih kandidatov je, ne? Ampak jaz si ne predstavljam, da bi zdaj v tem trenutku Allegri, Conte, ki je že bil selektor Italije, Sarri in še kdo, da bi zdaj hotel v tem trenutku Gasperini prevzeti italijansko reprezentanco v tem stanju, v kakršnem ta reprezentanca je. In ko bojo odstavili Gattusa, najverjetneje ga bojo, če sam ne bo odstopil, se sprašujem, kdo bo prevzel vodenje italijanske reprezentance. Kandidatov je seveda kar nekaj, ampak tudi kandidat pred Gattusom je bil Claudio Ranieri, ki je javno povedal, najprej Roma, pol pa italijanska reprezentanca, to me v življenju še zanima, poleg penzije. Ampak, ko so potrkali na njegova vrata, je rekel, hvala lepa, ne morem. Se pravi, kdo bo to? Gattuso definitivno ni bil, po mojem mnenju, prava izbira. Ampak ta svet med reprezentančnega fuzbola je pač zaplavil neke relativno kompleksne vode za trenerske kariere. Mi imamo recimo največjega italijanskega trenerja zadnjih 20 let, ki vodi brazilsko reprezentanco. In vidimo tudi po neki dinamiki premika selektorjev po Evropi, da recimo z izjemo Thomasa Tuchla, tle veliki klubski trenerji se ravno ne odločajo prav pogosto, da grejo reprezentančni fuzbol. Pol imamo neke te ljudi, ki so ratali nekako profesionalni selektori, kot recimo Roberto Martinez na Portugalskem ali pa Deschamps na nek način, ki je že 100 let selektor Francije. Vidimo, da se gre mnogokrat v te, Gattuso ima neko zgodovino trenerskega dela, ampak mnogokrat se gre doskrat na to neko čustveno komponento nekega bivšega velikega igralca. V končni fazi smo šli tudi mi kot reprezentanca po tej poti. V končni fazi je Bosna na ta način prišla na svetovno prvenstvo z nekom, ki ni bil sploh trener. In je ta specifika reprezentančnega fuzbala je ratala toliko zakoreninjena, da je pač težko biti sploh pameten, kaj je najboljše. Jasno, Spalletti je top trener, nič to ne pomeni, da bo top selektor. Lahko. Isto bo zdaj pač velik test na mundialu za Tuchla, ki je zagotovo največji trener, ki bo poleg Ancelotija, da se takoj ugriznem, ki bo pač delal na svetovnem prvenstvu, ampak ni mus, da je to kakorkoli vodilo do tega, da si kot reprezentanca uspešen. Mogoče samo to, zdaj, Italijani, to je zdaj sicer popolna herezija, se bo mogoče moglo obrniti v tujino. Prvič, ali pa ne vem, v novejši zgodovini, vsaj jaz ne poznam primera, da bi Italijo vodil tujc, ampak to pač nekatere reprezentance na svetu, tudi v Braziliji. Kdo pa je doslej vodil brazilsko reprezentanco? Kakor jaz vem, samo Brazilci. Ampak so se odločili za Italijana. Kdo so trenerji, ne vem, Portugalske, kdo je trener Belgije oziroma selektor in tako naprej. Pač nekaj spremeniti. In če ne najdemo v Italiji, bo pa treba mogoče pogledati čez planke, pa se pogovarjati s kom tudi iz tujine. Pa Paladino je še premlad. Ampak jaz bi realno to prepovedal, iskreno. Jaz ne bi dovolil tujih selektorjev, zakaj pa ne morajo tuji igrači igrati za reprezentance? Jaz mislim, da ti pač moraš, argument je čisto redno, ne me narobe razumeti, širim temo, da se meni to zdi brez veze. Ti se pač kot država moraš zanesti na svoje resurse, ki zbiraš igralce, z nekimi naturaliziranimi opcijami. Kot se Slovenija drži svojih. Tako, mislim. To sem glih hotel reči, Slovenija bi se lahko ozrla kdaj čez planke. Ampak generalno gledano, meni se v bistvu to zdi na nek način en čit. A veš, zakaj je to možno za trenerje, da se tako selijo, in zakaj ni možno za fuzbalerje? Ali ni to tako samo po sebi neko nasprotujoča zadeva, ki v končni fazi v reprezentančnem fuzbalu niti nima nekega
smisla, niti zgodovinsko jaz mislim, da ni prinesla nekih neverjetnih uspehov. Španci so to dominacijo naredili s selektorjem, za katerega preden je bil selektor, noben sploh ni vedel, da živi in obstaja. In tako naprej. Scaloni, ki je bil prvak z Argentino, še en človek, ki sploh ni bil trener. Ne? In ta specifika tega reprezentančnega fuzbala je neka igra momenta. Razumeš? Tudi če se vlečeš čez te veliki turniri so malo drugačen primer, ker imaš ti neko pripravljalno obdobje na turnir, sicer z unimi čisto žetimi igralci, ki imajo vsega dotle po svojih klubskih sezonah, ampak dejansko kaj je reprezentančen fuzbal? 2 treninga, malo tap in pol igramo in je največja stvar, jaz mislim, trenerja v reprezentančnem fuzbalu je, kako se on odziva znotraj tekme, kako čuti tekmo, kako taktično razume neke stvari, da jih lahko na nek način toliko korigira med samo tekmo, da pač tekmo zmagaš. Ne. In klubski fuzbal je čisto totalno, skoraj bi rekel, drug šport. Ne. In tle se zdaj te dve zadeve zaletavata in je res težko biti pameten, kaj je pravilno. Karizmatični mora biti selektor. Ja, tako, kupiti igralce garderobo v kratkem času, jih zbuditi, narediti iz tistega kratkega okna maksimum. A mislite, da se res v neki bližnji prihodnosti zna zgoditi, da bodo selektorske funkcije še bolj, kako bi rekel, specializirane, oziroma da bodo selektorske funkcije na eni strani in na drugi strani trenerske funkcije. Da enostavno ne more biti vsak trener selektor. Spomnil sem se debate v našem studiu z enim trenerjem, ki sodelujemo, rekel, ne vem, kako bi bil selektor, ne vem, kako se obnašati, kaj zdaj na zbor jih pokličem, kak je zdaj, kako jih trenirati, moraš malo pošparati, a zdaj oni, ki grejo nazaj v klube, a jih moram zdaj sklicati po vsaki tekmi, ali oni meni, ta dinamika je totalno nasprotna in biti selektor, biti dober selektor, absolutno pod nobenim pogojem ni nikakršna garancija, da je to dober trener in nasprotno. Razen potem skozi vsa ta leta, mislim, da Carlo Ancelotti je en tak primer, ko je dober trener in lahko dober selektor, ker ta šmek ima. Bo pa zdaj, je pa po mojem mnenju na gromozanski preizkušnji na tem svetovnem prvenstvu Tuchel. Kot trener se je izkazal nek način, ampak selektor Anglije kot takšne, s takšnim rosterjem, kot ga imajo, wow. Jaz mislim, da je lahko uspešen, recimo, primer Ancelottija, nekdo, ki je tik pred recimo temu poklicno penzijo v jeseni svoje nogometne strokovne kariere, ki je dal že marsikaj v klubskem nogometu skozi in je potem lahko ta prehod iz klubskega nogometa morda lažji tudi, ker igralci verjamejo, ker je to veliko ime, ker je to velika persona. Ko pride Ancelotti v garderobo, je verjetno drugače, kot če bi prišel nekdo z takšnim renomejem, ampak mislim, da je to edina takšna prava pot povezovanja nekega klubskega nogometa z reprezentančnim v smislu, da bi lahko enačili kakovost trenerjev. Če ima nekdo res dolgo klubsko uspešno kariero kot Ancelotti, je potem ta prehod na selektorski stolček vendarle se mi zdi lažji, kot pa to nenehno morda menjavanje ali pa neuspešen v klubskem nogometu kratek čas in potem v reprezentančnem. Jaz bi rekel, Zidane bo top selektor. Ne? Zidane je tak lik selektorski. Njemu se itak skozi v klubu očitali, da on več ne dela, ne? Pa da ima neke identitete. Ne? Ampak v bistvu je pa v teh kriznih momentih je bil pa miren in je videl in je znal pač te velike tekme nekako dobiti. Ne? Težko je razlagati te pač Realove preboje do teh lig prvakov, ampak on je tak klik. Ne? In pač to, kar je rekel Čiro za Ancelottija, je dejansko res. Ne? Se za Ancelottija se pač že 5 let govori v klubskem fuzbolu, da ga je čas povozil, glede na to, kam je šel v neke ekstreme klubski nogomet in pa se parkira še malo v reprezentančnega, pa tako kot je Gajo rekel za Ranierja, se pravi, da bi ta selektorska funkcija bila neko krona trenerske kariere, tako kot se v končni fazi v Sloveniji omenjalo Darka Milaniča, da vse, kar bo dal skozi, da se potem zaključi z reprezentanco, kar je v bistvu, kar smo dosegli s Kekom, kar smo kontradiktorno šli s Cesarjem in kar je Italija kontradiktorno šla z Gatuzom. Če primerjamo to z izobraževalnim sistemom, bi lahko rekli, klubski trenerji so nekakšni učitelji
predmetnega pouka, profesor angleščine, matematike, selektor je pa ravnatelj. Ravnatelj, to si že rekel enkrat in to je ful močna izjava. To skozi ponavljam, ker je fajn izjava. Ja. Jaz mislim, da Mourinho malo se je pohvalil. Mourinho je tak primer, ne, recimo, on se že kar skozi malo ponuja sam, ne, da bi to prevzel in to je pač tip, ki je dejansko recimo ukalubljen v neke te predispozicije in definicije, ki si jih zdaj ponudil. Marko, če se dotaknemo malce tvoje Portugalske, a se sploh da predstavljati, kaj bi na Portugalskem pomenil morebiten izostanek iz svetovnega prvenstva v eni takšni nogometni državi, kot je Portugalska, da se dogaja to, kar se dogaja v Italiji? Kakšen utrip prebivalstvo občuti ob nečem takšnem, kar se Italijanom dogaja? A če bi Portugalska manjkala? Ja. To bi bila splošna melanholija, fado na glas iz vsakega zvočnika. Mislim pa, da se tega v tem trenutku ne moremo predstavljati, ker to je pa povsem drugačna zgodba kot italijanska reprezentanca. Portugalska je pa res ne valilnica, ampak bruhalnica talentov v zadnjih 10-15 letih. Sestavljena reprezentanca, res ogromne količine vezistov, ki igrajo podobno, in tak promotor vsega tega je recimo portugalskega nogometa Vitinha, zame eden najboljših zvezdnih nogometašev ta hip. Res talentov toliko, da pravzaprav je zdaj najtežji Martinezu ukomponirati to vse skupaj, kdo bo s kom najbolje igral, kdo se s kom najbolje čuti, kje bi lahko Portugalska... Kdo je friend z Ronaldom. Ja, recimo. Jaz mislim, da ko bo, to je zadnje prvenstvo, vsaj tako pravi. To govorite že 8 let. Ja, ampak to je, danes je 1. april, tako da... No, ko bo on šel, mislim, da vedno govorimo, da bo reprezentanca morda zadihala, ampak se pravim, toliko je kakovosti v tej reprezentanci in v vratih Diogo Costa, fantastično, morda eden bolj podcenjenih vratarjev v Evropi, se mi zdi tudi dober z nogo. Ozadaj, od Diaša do vseh teh igralcev, da ne govorim o wingerjih, tradicionalno hitrih, dobrih, tehnično podkovanih v portugalski reprezentanci, tako da portugalska reprezentanca, to si pa upam trditi, pa upam staviti za marsikaj, da bo zagotovo še se uvrščala na naslednja evropska in svetovna prvenstva vsaj 10-15 let. Se vidimo v teh kvalifikacijah redko oddajo točke, pravzaprav so skoraj da ne vedno, ampak tu in tam se jim primeri kakšna napaka, ampak po 9-10 zmag na cikl je zanesljivih za portugalsko reprezentanco. Ima CR7 še vedno zagarantirano mesto v začetni enajsterici na vseh tekmah portugalske reprezentance? Če bila še selektor, je CR7. Jaz mislim, da je problematika CR7 v reprezentanci tak, kult osebnosti je to, ne? Pač nekdo je skoraj da že večji od reprezentance, pač tako je, nimamo kaj, ampak glavna stvar je, da se Martinez zna temu zelo dobro prilagoditi. Tudi Fernando Santos, predtem se je, Paulo Bento še pred njim ni imel tako izkušenega, tako velikega Ronalda še takrat. Ampak jaz mislim, da predvsem sta si morala, to sem prepričan, Martinez in Ronaldo naliti čistega vina in si povedati, lej, toliko in toliko bom jaz lahko igral, Martinez pa na drugi strani toliko in toliko pa mi nate računamo. Mislim, da ne bo mahanja z rokami, če bo Portugalska proti Uzbekistanu vodila s 3-0, bo Ronaldo v 79 minuti šel iz igrišča. Vidno, če bo dal on 2 gola, ne? Ja. Ne zna biti problem. No. Kaj pa, če v četrtfinalu ne bo začel? To pa mislim, da odvisno spet, kakšno bo njegovo stanje. Zdaj vemo, da je poškodovan, da ni v optimalnem stanju. Mislim, da se bi znal tudi on prilagoditi v dobro reprezentance, ampak to je spet tako neodvisno, kakšen val imaš na teh turnirjih. To je turnirski sistem. Če nekaj klapa z dobro ekipo, mislim, da se bi lahko Ronaldo tudi morda prilagodil, pa sej ne nazadnje smo videli leta 2016, ko mu je bilo oduzeto v finalu, je kar prevzel selektorsko vlogo in tudi na ta način pomagam, ampak upam, da je tako, da bi se znal prilagoditi, če bi neki uigrani celoti uspevalo tudi brez njega, da bi prišel pa on kot mogoče Joker s klopino. Ampak ja, težko verjetno. Tine, zelo podobne sladke skrbi kot Martinez pri Portugalcih ima tudi Tuchel
angleški izbrani vrsti, kakšna rošada bo vse mogel delati, da ne bo izvisel rezultat in katere zvezdnike, vele zvezdnike angleškega nogometa bo za to mogel žrtvovati. On je žrtvoval že marsikaj za sistem, kar moram reči, da jaz pozdravljam, ker mislim, da je to vse, kar je do tega trenutka delo, je bilo zelo strogo usmerjeno v funkcionalnost. Po drugi strani smo pa zdaj tudi videli na teh dveh prijateljskih tekmah, da je pač na nek način Anglija s Kaneom pa brez Kaneom, to sta dve različni ekipi, tako da za njih bo res največjega ključnega pomena, da bo Kane živ in zdrav na mundialu, če bodo hoteli karkoli narediti. Seveda Tuchel je prišel zelo jasno misijo, Angleži hoče biti svetovni prvaki, mislim, da z izjemo Francije nihče nima take širine, super kvalitete, kot jo imajo oni. Zdaj, če to na koncu prenese ob vsej te psihozi, ki spremlja angleško reprezentanco, ki je verjetno na nek način primerljiva samo z Brazilijo, če je to lahko dovolj, ne? In na kakšen način se bodo Angleži na te stvari odzivali. Kvalifikacije so oddelali pač impresivno, ampak realno z levo roko, ker kvalifikacije, tako kot za Portugalsko, to že dolgo sploh nima nobenega resnega pomena za te reprezentance. In je pa mal problem, jaz mislim, da Anglije da vsej te neki elitni izbiri v ekipi na posameznih pozicijah obramba ni na nivoju drugih linij v moštvu. In druga stvar je, da pač te ofenzivni igralci, ki bi mogli delati najboljšo razliko na turniru, stopajo v neki zelo čudni individualni situaciji. Govorimo o Bellinghamu, govorimo o Saki, govorimo o Fodenu, govorimo o Palmerju. To so vse igralci, ki so daleč trenutno svojega optimalnega stanja in bomo videli, kakšen manko je to lahko dejansko, ko enkrat gre za res na turnirju, ki bo seveda prenesel svoje specifike tudi zaradi vremena in teh stvari, ki jih trenutno zelo težko vrednotimo, kakšno škodo bodo dejansko počele. Jaz vsem mislim, da bodo Angleži prišli daleč. Zdaj pa, koliko bodo pa oni z nekim samoomejevanjem, predvsem v psihičnem smislu, vplivali na vse to, je pa vprašanje. Jaz mislim, da Tuchel je nekako nad tem, ker tudi ni pač toliko emocionalno evolviran. Mislim, da so naredili pametno potezo, da so z njim podaljšali pogodbo, vsaj provizorično vnaprej, da ne bo spremljala še ta zgodba skozi reprezentanco, skozi turnir, se pravi, kaj se bo zgodilo, bo on šel po turnirju. Tako da to so neke male stvari, ki so bile narejene ok. Na koncu je pa zelo veliko odvisno, kako bo to zafunkcioniralo. Jaz mislim, da si bo on, saj tako se kaže skozi celo njegovo pot trenutno, odkar je angleški selektor, neko relativno jasno idejo, kako želi, da ta Anglija igra. Mislim, da je zelo jasno idejo, kako želi, da ta Anglija igra in kakšen izbor igralcev je za to primeren. In on je dejansko izbira igralce na podlagi tega, kaj on misli, da ta reprezentanca mora igrati in na kakšen način mora funkcionirati. Pa ima to kapaciteto, selektorsko kapaciteto, da lahko koga od omenjene četverice, se pravi Saka, Palmer, Foden, Bellingham, ki so v formi takšni, kot so, pusti na prvenstvu na klopi, vso četvorico na klopi, ali koga od njih celo ne vzame seboj na prvenstvo. Ja, absolutno. On je pokazal to zelo veliko neusmiljenost, v končni fazi tudi Aleksandra Arnolda ni sploh poklical v ta zadnji zbor, kar je velika sporočilnost, da pač on nekih tle emocij, razen nekega čisto strokovnega gledanja, absolutno nima. V končni fazi je na zelo specifičen način delal tudi z Bellinghamom. Tle še nek, bom rekel, podzgodba osebnega odnosa Trenta in Bellinghama, ki naj bi bil po nekih predvidevanjih malo moteč za skupino in tako naprej. Tako da gleda na vse neke te minimalne stvari in skozi non-stop govori o tem, da te igralci, ki so že bili v teh kampih angleške reprezentance in so znotraj skupine dobro funkcionirali, da teh ne želi zamenjati. Zato je pač pred Aleksandrom Arnoldom dal prednost nekaterim igralcem, kot so Spence ali pa Ben White, ki je bil zdaj zadnji klican, ki seveda po kvaliteti ne more parirati Trentu, ampak po nekih drugih kvalitetah, predvsem pa po dinamiki in neki defenzivni doslednosti, so pa pač nadstandardni za njega in je to, gre tle za totalno brezčustvene strokovne odločitve, kar je prava pot. Seveda, če pa na koncu to rezultatsko ne bo dal nekega tazga epiloga, kot si Angleži želijo, potem bo pa on seveda kriv za vse. Gajo,
Liga petica, kot radi rečejo naši južni bratje, se pravi Nemci, Francozi, omenila Statine in Marko, Angleže in Portugalce. Zakaj vse Portugalcev ni v Ligi petici, ampak smo tako, ne? Tam je kasa pija v boji za Evropo, ne veš. Zakaj vse te vele nogometne države, kot sta oba že omenila, s takšno lahkoto preidejo skozi kvalifikacije za velika tekmovanja, Italija pa se bori iz kvalifikacij v kvalifikacij. Kje strukturno Italijani delajo največje napake oziroma kje je največji manko? Ja, to so zdaj vprašanja, ne, ki si jih bojo od danes naprej, če si jih že niso predtem zastavljali vsi tam v Italiji. A ne. Če pa mene vprašate, je pa problem pač izhaja iz teh velikih klubov. A ne. Eno je to, da je lažje kupiti nogometaša iz Afrike, ki je recimo hiter pa močen, a ne, kakor pa vzgajati nekoga od U9, ne, pa mu privzgojiti določene taktične prijeme, a ne, v igri in pa seveda tudi tehnične zadeve. Italija je v zadnjih letih napravila velik korak nazaj v tehničnem znanju svojih nogometašev. Ne. Mi se spomnimo cele vrste šampionov, Del Piero, Totti in tako naprej, vrhunski tehnični nogometaši. Koga imamo zdaj mi v Italiji, da je tehnično na taki ravni, kot so Portugalci, kot so Španci, kot so Angleži, ne, ki vse to z žogo obvladajo pri neverjetni hitrosti in seveda tudi bistveno hitreje pri tej igri tudi razmišljajo. Italijani imajo blazne probleme pri mladih nogometaših z njihovo tehniko. Baldanci. Mislim, to... Zdaj razmišljam. A veste, to... Potem druga stvar, taktična usmeritev. Italijanska reprezentanca se je včeraj pokazala s prastarim sistemom 3-5-2. 3-5-2, to je sistem, ki ga forsirata v Italiji Inter in Milan. Ne? In zdaj rečemo, ok, če pa ona dva tako igrata, predtem je pa 10 let tako igral tudi Juventus, ne, pod Contejem in Allegrijem, ne? Ja, pol je pa to. Ampak kdo igra 3-5-2? Slovenija? Ja, ne, Slovenija igra 4-2-3-1 od zdaj naprej, kakor sem jaz včeraj razumel. Ne, 4-2-1. 3-4-3. Okay. V glavnem, taktičen sistem. Ne, nogomet je šel naprej, v glavnem se igra s postavitvijo 4-3-3, tisti, ki igrajo modern, sodoben nogomet, igrajo tehničen nogomet, v Italiji pa so to vse neke prastare zadeve, na katerih je italijanski nogomet včasih prosperiral in je tam tudi ustal. A ne? Potem gre pa tukaj še za neko tako provincionalno razmišljanje. Vsak klub je svoj vrtiček, vsak okopava svoj vrtiček. A ne? Nihče pa ne pogleda čez plot, a ne? Pa reče, da je nad vsem skupaj tudi reprezentančni nogomet, za katerega je pa vredno kdaj kaj narediti in skupaj stopiti v to smer. A ne? Ampak ne. Klubski parcialni interesi, to je nad vsem, ne? In Bog var, da bi kdo komu kaj pomagal. Spomnim se primera pred 2 letoma, ko je Italija imela recimo čudovito priložnost, da bi si zagotovila 5. klub v Ligi prvakov. A mislite, da so skupaj stopili, pa da so kaj naredili v tem primeru? Ne. Ne? Boljš, da eden ni v Ligi prvakov 5, ker on bi s tem seveda zaslužil veliko denarja in bi nam bil potencialno naslednje leto vsem tekmec. Ne? Bomo rajš imeli kar 4. Ne? A misliš, da so tudi tuji lastniki krivi, recimo pri komu tuji lastništvo? So pol lige v tujem lastništvu. Zdaj, ja, več kot pol lige. Mislim, pol lige v tujem lastništvu, da jim ni mar toliko za italijanske nogometaše. Prosti, ker prevzemam voditeljsko vlogo. Pri komu je pač jasen ta gospodarski, ekonomski model. A ne? S tem, da so seveda oni pa drugače nastavili zadevo. Ne? Oni pa igrajo sodoben nogomet, oni pa igrajo tehnični nogomet in iz tega podstata oni izhaja in iz tega izhaja tudi ves njihov uspeh. A ne? Je pa seveda
Zdaj pride pa na vrsto to, kar so oni v 2, 3, 4 letih gradili. Zdaj bojo pa lahko nogometaši, ki so jih kupovali za drobiž, za 5, pa 2, pa 7 milijonov, prodajali za 25 in tukaj se bo zdaj začel njihov gospodarski, ekonomski uspeh. Poleg tega, da so tekmovalno bili uspešni, ampak oni so mogli verjeti v svoj tehnični projekt. Se pravi, verjeti v nek nogomet, ki je blizu nogometu, ki ga igra City, ki ga igra Barcelona, ne pa v teh prastarih zakoreninjenih taktičnih ampak v tem sistemu tehničnem meandrih. Ni italijanskih nogometašev. Ne? Ja, in to pa seveda pridemo do problema. Ta klub ne bo k uspehom italijanske reprezentance prispeval zaenkrat nič. Je pa nekaj drugega, komu gradi v zadnji svojo mladinsko selekcijo, ki je med najboljšimi. Tam je pa ogromno mladih italijanskih nogometašev letnik 2008, 2009, 2010. Ker so postavili drugačne temelje, ki izhajajo iz tega tehničnega vidika nogometa. Se pravi, da je treba tehnično stvar obvladati. Ne samo neke druge stvari, ki se tičejo taktike, pa moči, pa ne vem česa še vsega. Čeprav Italijani zdaj v tem trenutku itak nimajo nič. Ne tehnike, ne taktike, ne stadionov, ne. Zakaj razpustijo reprezentanco? Razpustijo. Tako da tako je. Boliga, odprl si ga. Tudi klubski nogomet. Čeprav je bil lanski let Inter finalist, pa se je videl, kje je, v resnici od vrha tega evropskega nogometa letos ni Italijanov nikjer. V Ligi prvakov, v Ligi Evropa imamo enega predstavnika, ki bo izpadel zdaj, na naslednji stopnički proti Aston Villi, konferenčna liga pa itak. Bomo raje to pustili, to ni resna debata, če hočemo govoriti o resnem klubskem Čakaj, malo. Zdaj ga imamo, zdaj smo ga odprli, zdaj ga imamo. Kaj z italijanskimi napadalci igrajo? Kdaj se bo rodil novi, prej si omenil, Del Piero, Inzaghi, Totti, Vieri. Luca Toni, Christian Vieri, Vincenzo Quinta. Zdaj Pio Esposito je na dobri poti. Ubil si ga že takoj, s tem prvim penalom si ga poklopijo. Ubil ga je Gattuso, ker selektor ne bi smel tega nikoli tako mlademu igralcu naprtiti take odgovornosti. Mogoče pa sam vzel. Ja, pa bi mogel on reči, ne boš. Tudi to je delo selektorja. Dobro, Pio Esposito je. Imamo tudi neki drugih, ki so potencial, pa jih nihče ne vidi. In kaj se zgodi? 4 leta nazaj Mancini odkrije ne vem kje v Argentini tega Reteguija, ga pripelje, mu daje državljanstvo in on bo zdaj reševal to italijansko reprezentanco. Lani pri Atalanti odigra super sezono, gre v Saudsko Arabijo. Vemo, kak je fuzbal v Saudski Arabiji. Ronaldo pravi, da je dober. Ja, Ronaldo pravi, da je dober. Zdaj, če bi bil jaz plačan toliko, Ronaldo bi tudi rekel, da je dober. Pa tudi rekel, da je reprezentanca na pravi poti. Ampak, in on igra v prvi postavi. Celo sezono ni naredil nič, igra v prvi postavi italijanske reprezentance, Retegui. Si videl sprejem proti Walesu, ki bi mogel iti ena z vratarjem? Ja, imamo Raspadorja. Zakaj? 3 mesece je poškodovan, Gattuso ga kliče v reprezentanco. Lepo prosim. Na drugi strani je recimo Domenico Berardi, ga nihče ne vidi, pa še koga. Kar se tiče, tako je rekel Tine, problemi so v vseh sektorjih, velik problem so napadalci. Keane ima trenutke, ko je, pa ni. Včeraj tisti prvi gol je bil fantastičen, to kapo dol, tako zadene žogo, pa tja, kamor je poslal, to je super, ampak ko bi mogel pa nadgraditi, pa ni pokazal tizga. Še vedno so pa najlepši oblečeni, pa najbolj šijejo. Pa himno imajo še vedno dobro. Se zato pa še marsikjer tuj nogometaš pride v Italijo. Jest, lepo se obleči, pa himno zapet. Himno bomo pogrešali, leti. Ikonična. Gospoda, kje pa smo mi? Kje smo mi v tem trenutku? Zdaj, bili smo kar kritični do kvalifikacijskega ciklusa naše reprezentance, ampak ko pogledamo
za nazaj, lahko danes pridemo do tega dejstva, da je samo en gol ločil od tega, da bi 3 iz naše skupine igrali na svetovnem prvenstvu. Jaz te enačbe ne razumem. Kosovo, Švedska, Švica. Švedska in Švica na svetovnem prvenstvu, Kosovo za en gol izgubil proti Turčiji. Sem iskal naš gol, kar mi ne sklepelo. Ne, nas. Še kakšen več gol. Kje so mi, kakšni so, Marko, nastavki Slovenije pod Boštjanom Cesarjem? Ugotovili smo, da je šlo za spremembo sistema, vključitvijo nekaj novih igralcev. Ena težka tekma v Budimpešti, ena precej lažja proti manj organizirani reprezentanci. Kakšni so nastavki? Pa ni bila niti tale druga, da te popravim, tako lahka, ker so si jo Slovenci kar sami zakomplicirali. Nastavki, moti me izjava Cesarja po tekmi s Črno Goro, ker je rekel, igrali smo, kolikor smo lahko. Mislim, da to po drugi tekmi poveš, ni glih, kako bi rekel, dobro za prihodnost, spodbudne, in to niso glih spodbudne besede. Eno je sistem, druga je pa ta, ko radi rečejo trenerji, vsebina. Ne. Manjka mi neki, manjka mi, da bi nogometaši prevzeli odgovornost, vzeli žogo, odigrali kaj. Vse te akcije tudi proti Črni Gori, in to so bile plod nasprotnikovih napak, ki so jih pač Slovenci z dobro tranzicijo znali unovčiti, 3-krat streljali, 3-krat zadeli. Na drugi strani se ne moremo slepiti, da je Vekić bil kar dober, da je, se pravi, reševal na trenutke tudi Slovenijo. Sredina mi je precej skromna, Elišnik ni v formi, ni dodane vrednosti, Svetlin precej boljši. Predvsem to, no, da bi Slovenija skozi nek svoj model igre, ki ga v tem trenutku še ne prepoznam, znala si sama pripraviti nekaj. No. Da bomo mi tudi kdaj narekovali tempo v tekmi, ker moramo vedeti, da če mi želimo priti na kakšno veliko tekmovanje, nam Črna Gora v tem trenutku ne sme biti lakmusov papir. Ne. Mi se moramo primerjati z naslednjo tekmo v Varaždinu, kje smo, koliko smo kakovostni, tudi recimo proti Madžarski ali pa proti Hrvaški, ko bomo igrali. Tu mislim, da bo Slovenija videla, kam sodi, no, glede na to, da težko rečem, da je naredila teh 2 tekmah premik naprej. No. Glede na to, da se je gospod Kek po vsaki reprezentančni tekmi velikokrat tudi pri prvem ustavil pri tebi, za prvo izjavo pred rdečim mikrofonom. Kako ti vidiš vajno sodelovanje z novim selektorjem? Jaz se kar veselim vajnega dialoga po tekmah, ki prihajajo. Tega sodelovanja do zdaj še ni bilo, glede na to, da ravno ne pokriva mariborskih tekem in da je redko kdaj kot pomočnik prišel pred naš mikrofon. Nič, normalno. Delo bom še naprej opravljal profesionalno in seveda spraševal in iskal razloge za A, dobre igre in B, za slabe predstave. Tako da jaz ne sprašujem namensko, da bi koga hotel potopiti ali pa karkoli slabega mu reči, ampak enostavno me zanima nekatere stvari nogometne, zakaj se to dogaja. Prejšnji selektor Matjaž Kek je to zelo dobro sprejel, velikokrat je sicer zavil svojo pot, ker je bil dober retorik. Zdaj smo dobili precej, ne bom rekel slabšega retorika, da se ne bo grdo slišalo, ampak nekoga, ki precej manj uživa v retoriki, kot je užival Matjaž Kek. Krajše stavke, bolj tako surove besede uporablja Boštjan Cesar, ampak mislim, da se bo dalo iz njega marsikaj izvleči. Bo pa tudi on seveda potreboval tudi ta govorniški čas, ker pač ne nazadnje, ljudje smo si različni, eni uživajo v govorjenju, eni ne, tako da tu ni menih težav, ampak njegova služba tako ali tako ni govorjenje, njegova služba je selektorovanje svojih varovancev, tako da če bo tam uspešen, nas niti ne zanima, kaj bo povedal potem. Ti ne se strinjaš?
S čim? Da selektorska funkcija, selektorska služba ni služba govorjenja v današnjem času. Ma dobro, pomaga vedno. Kako se je obesil na te besede? Če se znaš pogovarjati. Mislim, da je pač tle bolj pomembno, kako se on pogovarja z igralci, kot kako se pogovarja z mediji. Kot je prej Marko rekel, ko smo imeli neko drugo debato, da je to pač ta nek čustven moment, ki ga mora človek izvabiti iz ekipe, je tle najbolj pomembno. Mi pač upogleda v to nimamo, neki zgodni indici, ki smo jih lahko slišali z izjav igralcev, ki so več ali manj tako dolgočasne, so bili valjda pozitivni, da je pač neka ta svežina, ki je prišla s tem prenovljenim štabom, kot kaže, potem bi si mislil, da bila potrebna tudi za skupino. Je pa tle bilo itak, tako kot v slovenski politiki, veliko novih obrazov v reprezentanci in mislim, da je pač na nek način to neka glavna zgodba tega bloka, teh dveh tekem. Te prijateljske tekme so itak zažile rezati, iskreno to gledati je sadomazo varianta. Jaz mislim, da smo odigrali dve tekmi, na kateri na eni si nismo ustvarili nič proti Madžarom, na drugi smo si ustvarili nadstandardno veliko v primerjavi s tem, kar smo si ustvarili prej in dali 3 gola iz 3 udarcev v okvir gola, s tem, da mislim, da je bil tretji gol offside. In da je pač po drugi strani zaskrbljujoče, da je bil najboljši igralec tega ciklusa golman, ki pač realno ne bo branil za reprezentanco. Tako da iz tega informativnega vidika nismo precej veliko dobili. Jaz bi se vprašal, kakšna je lahko bodoča vloga Vipotnika, enkrat, ko se vrne Šeško, človek je dal 2 gola, izven tega ni ne pokazal ne vem kaj, iskreno. Prvi tekmi itak je bil žrtev sistema, na drugi mislim v globalu dolgoročno ne vem, kako bo selektor poskušal združiti njega in Šeška, ki seveda bo igral, ker pač v kakršenkoli sistem z 2 špicama greš, žrtvuješ Šturma, ki je bil poleg Vekiča verjetno najboljši igralec teh 2 tekem. Tretja stvar, ki mene mogoče malo presenečalo, pa takoj potegnemo neke usporednice, je to, da niti minute ni igral Sešlar, če se ne motim, ki je v tem nekem hlastanju slovenske javnosti po kreativnosti bil realno neka rešitev za ta problem. Zato se mi zdi, da je pač relativno logično in sploh ne vem, zakaj je šlo za neko javno diskusijo ta odsotnost Mihe Zajca, ker pač on neke vloge v tem trenutne kompoziciji reprezentance, kot si jo lahko zamislimo na podlagi teh 2 tekem, jaz za njega iskreno ne vidim. Tako da to so neke glavne stvari, ki se lahko glede te direkcije naprej sprašujemo. Mislim, da je Ugaj Urbančič na tej tekmi s Črno Goro z neko malo drugačno dinamiko v primerjavi z Janžo, da neko navdušenje nad Ratnikom, moram reči, da ga niti ne delim pretiroma. Mislim, da je pač igralec, ki bi mogel nekako prenesti neko boljšo pretočnost iz zadnje linije proti naprej. Jaz nekih teh presežkov pri njemu nisem videl, s tem, da je pač en igralec, ki mu manjka hitrosti. V zadnji liniji zelo se strinjam, da imamo velik problem Elšnika, ki mislim, da to ni nič novega, da že od Evropskega prvenstva ne igra dobro za reprezentanco, da je bil Svetlin tudi meni osebno od vseh veznih najboljši igralec. Tako da neki te nove stvari recimo se kažejo, da se ta zadeva v tem smislu nekako mal prevetri in verjetno osveži. Imamo, mislim, da relativno ok skupino v Ligi narodov, če se ne motim, tako da tam se bo lahko dala neka resnejša sodba. Je pa tako, da glede na pač negativo, ki se je v slovenski javnosti že naredilo okoli reprezentance po zadnjem ciklusu, je ta pač Liga narodov zelo nevarno področje tudi za neko perspektivo javnega odziva na delo selektorja. Govorec ali ne govorec? Ja, jaz sem pogrešal na splošno v zadnjih 7-8 letih v slovenski reprezentanci to, da mi ne poskušamo igrati, da mi igramo na neko individualno kakovost, pač na Šeška, na dolge žoge, na to tranzicijo, da se družno branimo. Ok, prav je, da se družno braniš proti kakovostnejšim, ampak recimo proti Črni Gori bi pa lahko mi vzeli žogo, ne vem, to, ko je Gajo prej omenil komu, pa to napreden sistem, pa to pri nas se mi pa zdi, da je to vse tako neka nazadnjaško, vse prepočasi.
Noben si ne upa, ker ne zaupa, mogoče sebi še, ne še selektorju. Skratka, en kup takih nekih stvari in se mi zdi, da v zadnjih 7-8 letih je položaj številke 10 v slovenski reprezentanci žrtev tega pragmatizma. No, zdaj, Izgubili smo Zajca, oziroma odrekli smo si Zajcu. Sešljar, očitno, igralci s potezo, ki jih moraš iskati kar z lupo, sploh na tem majhnem slovenskem prostoru, ne dobijo prave priložnosti in tudi zaradi tega, recimo, sem prepričan, da bi Sešljar včeraj znal stopiti na žogo in umiriti kdaj tudi Črnogorce, ko so divjali proti našemu golu. Tako da z tega vidika bi tudi morda lahko poizkusil. Je pa res, da v tem sistemu gor dol, ta sistem je zelo tak divjaški sistem, taktičen, je pa Sešljar spet, kot je rekel ti, ne paše not, ker je to nogomet gor dol in to njemu ne paše, to nenehno ponavljanje, ker je pač drugačen igralec, ker je igralec, ki s potezo išče prostor, ne išče s tekom prostora. Ker mi imamo tudi to situacijo, da pač mi na podlagi tega nekega kratkega obdobja, ki je pač edino, na čemer lahko baziramo, kaj Boštjan Cesar kot trener je, pač sploh nimamo nobene ideje, kaj Boštjan Cesar kot trener je. To zelo sklepamo na nekih teh 2 tekmah, kjer smo igrali brez svojih 2 najboljših igralcev in sploh ne vemo, v kaj bo v perspektivi ta zadeva šla. Nek obris se je narisal, zdaj pa ali bo šlo to za tlačenje najboljših igralcev v nekih skupnih 11, ki mogoče ne bo čist smiselno, ali bo to pač neka drugačna pot. Meni je recimo izgledalo tudi na momente v Črni Gori, da mi igramo najbolj nelogično stvar na svetu, nizke zadnje linije pa visokega presinga, ker mi smo bili razvlečeni čez cel teren nenormalno in če bilo kaj parkeku, tega ni bilo. Mi smo bili ekstra kompaktni, ekstra skupaj, in tle se mi zdi, da so bili zametki neke, bom rekel, direktno trenerske naivnosti, in da zdaj, kako se bo iz tega naprej zadeva razvijala v neko uspešno celoto, je pa pač zdaj vprašanje naslednjih mesecev. Jaz samo upam, da se bojo v to reprezentanco vključevali in se na pozive odzivali vsi najboljši. Upam, da ni v zadju tega izostanka Oblaka, pa Šeška, pa še koga, mogoče še kaj drugega. Bo pa zanimivo meni spremljati to, kako bojo ti igralci, ki igrajo vidne vloge v svojih klubih, ki so medijsko izpostavljeni, ki so res top klasa, sodelovali s selektorjem. Mene to zelo zanima. Dobro, selektor je persona, selektor ima 100 nastopov za reprezentanco. Mislim, da on nima per se, ne bo imel težav z avtoriteto. Jaz mislim, da imamo mi še en problem. Še en problem je v tem, da smo mi lani igrali na Evropskem prvenstvu do 21 in se spet zdi, da iz te generacije ne bomo dobili nič. Ratnik bi v tej generaciji bil, pa je bil pač odsoten. Sešljar, ki je tam figuriral kot nek glavnih igralcev, je zgleda marginaliziran v tej trenutni zgodbi. Dobro, dobili smo debi Begiča, ampak moramo vedeti, da se mi ukvarjamo z nekimi Urbančiči, pa Svetlini, to so fanti stari 24-25 let. To mi nimamo tudi nekega zdaj te blaznega influksa, zelo imamo mlado v 21 reprezentanco, iz katere spet vprašanje, kaj bo plunalo. Mi se ukvarjamo z enim Miho Zajcem, ki je star 32 let, če že, ne vem, ampak bo letos. In tle imamo tudi, mislim, da neko generacijsko luknjo. Mi nismo mlada reprezentanca, ampak po letih mi nismo mlada reprezentanca. In zdaj vprašanje je, kako se bomo s temi izzivi spopadali. Dobro, za kakšen ciklus 2, ampak mogli se bodo pojaviti neki tudi novi fantje iz teh nekih mlajših generacij, ki bodo dali neki zraven. Ker je v bistvu reprezentanca v najboljših letih. Se pravi, ti fantje so od 28, 32, v bistvu so na nek način doživeli vrhunec svojih karier. Ja, z Eurom in zdaj so nekako v najboljših letih. Pa nas ni zraven, nažalost, nas ne bo v Ameriki. Me pa zanima, kako vi dojemate to svetovno prvenstvo, oziroma če že čutite kakšen hype tega svetovnega prvenstva, bo specifično, bo drugačno od predhodnih. Zanimajo me vaši občutki ob tem, da se
zelo, zelo približuje. Marko. Prvi haj bo, ko bo izdan album, ne, zaslišati. To je vedno, ne. Drugače pa, tudi nad Katarjem nismo bili navdušeni, pa smo potem bili navdušeni, ko se je vse skupaj začelo, pa ko je bilo tisti fantastičen finale. Se mi zdi, da vsako svetovno prvenstvo nosi seveda neko predzgodbo, glede na to, kje je organizirano, kdo igra, ampak gneča je s temi reprezentancami, težko se bo naučiti vse skupine na pamet, kot smo to vedeli, recimo Francija 98, ne, in tako naprej. Mislim, da se bo prvenstvo potem začelo šele tisto pravo prvenstvo, ne, osmine, četrtfinala naprej, tam bo spet staro dobro svetovno prvenstvo. Drugače pa ja, bo zanimivo videti in primerjati Ameriko 94, moj prvi napolnjen album, mimogrede, in Ameriko 2026 z Mehiko, verjetno. Tine, kaj pričakuješ iz navijaškega vidika? Absolutno ne bodo imeli takšnega privilegija, kot sva ga imela midva, ko sva se usedla tlele na našem parkingu v avto, se peljala v München, pogledala Slovenija, epsko tekmo Slovenija-Srbija, za male pare, glede na to, kaj čaka zdaj navijače. Kako sploh si to pot skoordinirati? Sploh si ne znam predstavljati, prvi pogoj, da moraš biti... Odpreš Skyscanner, klikneš Ljubljana, tu. Še prej pa je 3 kriptovalute prodaš. Ne, ja. Mislim, da bojo imeli tle v prednosti zikr po nekem vzdušju te južnoameriške reprezentance, ker pač imajo tudi tam veliko diaspore. Tako da mislim, da tle v tem delu vzdušja ne bi smeli imeti nekih problemov. Dobro, če bi Italijani igrali v New Yorku, tako kot leta 94, pa Irci, tudi ne bi bil problem. Ampak generalno gledano seveda skrbi me, koliko bo navijačev Irana, pa Iraka, pa Bosne in Hercegovine, kot je rekel že Čiro. Jaz mislim, da je to pač misija nemogoče, da ne bomo zahajali v geopolitične probleme in možne posledične energetske krize, ki seveda vpliva na kupno moč prebivalstva. Je pač sama pot povezana s financami in dolgotrajnostjo tega bizarnega koncepta 48 reprezentanc zikar nosi neke posledice. FIFA se je, to je bilo še takrat, ko sva spremljala žreb, ukvarjala tudi z ogromnim številom neprodanih vstopnic in tako naprej. Tako da vprašanje, če bomo tudi gledali polne stadione. Zagotovo se pa strinjam, da bo pač mundial postal pravi mundial nekje v izločilnih bojih, ker se bo pač ta balast pospravil. Gajo, kar nekaj svetovnih prvenstev si že dal skozi, kako se ta razlikuje od... Še ne bi 1930. Ne, tizga se ne spomnim. Tega zanika zaradi muzika. Ne, je pa res, da moji prvi spomini na svetovno prvenstvo so pa iz leta 86, ko sem z mojim starim očetom gledala finale. Zahodna Nemčija, Argentina. Ja, tako. Potem leta 90 se spomnim, da sem bil v koloniji na Debelem rtiču. Vsi so se igrali, vsi so bili na morju, vsi v vodi, vsi ne vem kje, jaz pa sam v jedilnici, tisti ogromni, s televizorjem prižganim ob 3 popoldne. Naredil je tako, ampak v bistvu je bilo tako. Ja, 20 let nazaj sem ga doživel tudi v živo, tisti triumf Italije v Nemčiji. Tako da tisto je bilo super. Kdaj si se zaljubil v Italijo, to me zanima. Ja, težko rečem, ampak vse s tem ni nič narobe. Ne, 90. Kaj je tako defenzivan kot italijanska reprezentanca? Kaj je to čustveni katenačo? Ja, ne, sej. Tako da tole prvenstvo, ja, pač... Zaradi Roberta Baggia. Ne, zaradi Francesca Tottija, če smo zdaj glih natančni. To si pa ti pozno zaljubil pol. Ja, no. Tako si pa prej navijal za Portugalsko. Ne, a veš, da do leta 91 je obstajala reprezentanca Jugoslavije, za katero sem jaz navijal z vsem srcem, z vsem srcem. Se pravi, ti si Jugoslovan. Ja, jaz sem rojen v Jugoslaviji. Težko rečem, da sem bolj slovensko, kot Jugoslovan. To takrat namreč. Kar pa se tiče tega prvenstva... Tole bo odmevala izjava.
Ko je bivša država razpadla, si je mogel zbrati novo reprezentanco. Trajalo je več kot 10 let, ampak evo, zbral sem si jo. Ne, vse prej, mene so vedno navduševali Brazilci. To je bila res, poleg Jugoslavije, reprezentanca, ki sem jo vedno spremljal. Zdaj me malo skrbi, kaj bo tukaj. Upam na njihov napadalni potencial, da bo prišel do izraza. Me pa skrbi, to moram povedati, da se brazilski reprezentanti, ne glede na to, kako kilometrino imajo ala Casemiro, utikajo v izbor Carla Ancelotija in ko pride lista reprezentantov ven za 2 prijateljski tekmi, javno razlagajo, da Neymar je pa nepogrešljiva persona v tej reprezentanci. To pa moram povedati, da me zelo preseneča in s takim odnosom ne vem, kam lahko Brazilija pride. Ancelotti je vajen tega, da se prilagaja celo življenje. Mislim, da je on prvi, ki ima najmanj težav s tem. Ja. Kar se pa navijačev tiče na tem prvenstvu, jaz moram na žalost ugotoviti, da gre nogomet, celoten nogomet gre v neko tako smer, da se izgublja ta prvinski stik med tistimi, ki imajo res radi nogomet, ki so res strastni navijači, ali to klubski, ali reprezentančni, ta stik se izgublja. Recimo včeraj je bil to v Zenici en takih primerov, kjer je ta stik vendarle ohranjen, to se je pokazalo, kako izgleda nogomet na tej res prvinski ravni, ta povezanost moštva in navijačev, kjer ne igra to, ker denar ne igra ključne vloge pri tem, kdo bo na tribuni oziroma kdo bo tam na balkonu dnevne sobe to gledal. Zdaj pa me to močno skrbi, kaj se bo tukaj zgodilo. Ker običajno je tako, da masa, tista, ki jo nogomet zanima, ki je strastno pri stvari, ne vem, če si bo lahko prvošla strošek 10.000 evrov na osebo, zato da se bo pelala v Ameriko gledati eno tekmo in prišla domov. To me skrbi. In skrbi me, da bojo štadioni ne bojo polni, skrbi me tudi, kakšno bo samo vzdušje na tekmah. To moram iskreno reči. Jaz mislim, da je itak pač največji čar vsega je, če imaš ti svojo reprezentanco na turnirju. In zdaj mi smo od tega pač oropani, ker smo deprivilegirani, ker živimo v državi, kjer se pač večji pomen daje športom, v katerem tekmuje 100 ljudi na svetu, in iz tega delamo ne vem kakšno famo, ampak s tem pač živimo. Ampak, če si prej omenil München, jaz vedno brez sramu rečem, da jaz nisem kakšen prida patriot, ampak to, kar slišiš na unem stadionu svojo državno himno, to ti grejo pa kot sine po koncu v takem vzdušju in to doživeti, to je pa once in a lifetime zadeva in je takrat pa se naježeš jebiga, kakršenkoli že si, in to so neki spomini, ki ti za večno ostanejo, neka ta kolektivna psihoza neke ljubezni do nečesa, vemo, v kakšni polarizirani družbi živimo in to doživeti s folkom nekje relativno daleč od doma, z nekimi biti med svojimi ljudmi, to je neka taka osnovna nagonska, trivialna norost. To je nekaj čist drugega, kot to, kar se mi pogovarjamo, malo simpatiziramo z unim, pa unim, realno nam je vse. To, če imaš ti svojo ekipo tam, to šele doživiš na pravi način. Tako da mi bomo mislili, da ta mundial doživeli klinično, kot komentatorji se bomo borili za čim manj nočnih tekem, če se bo le dal, mi to zgatom niso več najmlajša. Tako da to bo šla zdaj mail napisati gospodu Štucinu. Marko, ti ne že malo govoril o tem prvenstvu v Nemčiji. Ti si ga doživel v celoti. Kaj to prvenstvo v Ameriki prinaša, tudi iz novinarskega vidika, iz vidika spremljevalcev, medijskih spremljevalcev, kaj prinaša ta razkopljenost po celotni Ameriki? Se pravi, v Nemčiji ste imeli ta privilegij, da ste bili nastajeni na eni točki in ste odhajali samo na prizorišča do prizorišča in se vračali nazaj na neko izhodišče. A je možno tukaj v Ameriki imeti neko novinarsko izhodišče za celotno svetovno prvenstvo? Mislim, da je to kar nemogoče, da je vendarle Nemčija takšna država, ki svojim cestnim omrežjem omogoča
relativno ugodno potovanje in poceni Železnice. potovanje železnice in tako naprej s to prometno infrastrukturo. V Ameriki pa letalo, ne. Notranji leti bodo najbrž tisti novinarji. Mislim, da bo težko bo, da boš ti pokrival eno reprezentanco in živel ne vem, v Atlanti, pa se potem vsakič selil z letalom na prizorišče reprezentance. Mislim, da bo tako, da bodo novinarji potovali z reprezentanco, se pravi, če bo igrala v Houstonu, potem v Kaliforniji, da bo pač ne bodo imeli stalne baze, tako kot smo imeli mi v Nemčiji, ko je bilo to vse skupaj lažje. Je res, da smo tudi mi parkrat prespali dol, živeli smo tam blizu Wuppertala, kjer je imela slovenska reprezentanca bazo, smo tudi včasih prespali, predvsem po tekmi Srbijo, recimo kar v Münchnu ali pa v Stuttgartu po Danski. Kaj so se ga napili za to? Ja, ne. In smo potem zamudili Benjamina Šeška na izjavi, ne, ker Ker so se ga napili. Ne, ker enostavno ni bilo logistično izvedljivo, ne, in ravno tisti dan so dali potem jutro po tekmi v Münchnu v Wuppertalu izjavo Benjamina Šeška, prvič in zadnjič v okviru Eura 2024. Skratka, morda debata za kdaj drugič, ampak ja, težko bo to, mislim. Predvsem je drago, ne. Že samo pot v Ameriko, potem pa same notranje selitve, B pa na nazadnje tudi nastanitve samih. Ampak ne morem reči, da sreča, da nas ni z tega vidika zraven. Velika škoda še vseeno, da ni Slovenija zraven. Potovati po Ameriki za svojimi fanti bi bilo res nekaj čudovitega. No, jaz ti bom povedal svojo izkušnjo iz Južne Afrike, ker sem bil leta 2010, ko je igrala slovenska reprezentanca. To je bil logistično tudi za za slovenskega novinarja bizaren turnir. Se pravi, mi smo bili v štartu na stadionu v Johannesburgu, kjer je tako, da si nastanjen v rezervatu, se pravi, ti si v neki komuni, ki je zastraženimi z ljudmi, z mitraljezi v zuniji in ti absolutno skozi prepovedujejo, da kamorkoli iz tega ven ne stopi. Pač Johannesburg je notorično ekstra nevarno mesto. Prvo tekmo smo igrali v Polokvaneju, kjer so zgradili, tako da bi zgradili v gozdu Martulku nek stadion za 30,000 ljudi, tekmo z Alžirijo, se pravi, tja smo se več ur vozili z nekimi priložnostnimi prevoznimi sredstvi, z nekimi kombiji. Naslednjo tekmo smo pač igrali v Johannesburgu z ZDA na tem starem stadionu, ne na tem v Soccer Cityju, kar je bila najlažje dostopna stvar sicer v osnovi, ampak mogo si hoditi malo peš, tudi ker nas niso pripeljali čisto zaradi zastraženosti do stadiona, mimo nekaterih lokalnih ljudi, ki niso bili najbolj navdušeni nad prisotnostjo slovenskega novinarja v tistem trenutku. Tretjo tekmo smo igrali po Port Elizabetu, to je pa morsko letovišče na obali, kamor smo mogli leteti, mislim, da približno uro pa pol z avionom, in tam igrali to zadnjo tekmo za Anglijo. Tako da približen tako, oziroma še na nek bolj ekstremen način, nisem sicer gledal, kako se zdaj ljudje igrajo, mislim, reprezentance igrajo po mestih, ampak približno tako logistično zahtevno si predstavljam, da bo tudi za poročevalce zdaj delati na tem prvenstvu. Dragi moji, hvala. Sam še eno vprašanje, mama ima čas naslednjič, da nadaljujemo Cirman tradicijo. Cirman podcast. Ja. Čakam, da sedem na tisto. Po veliki noči, ko potice speče. Ja. Za konec moramo omeniti samo še to, da naš partner Heineken letos tudi oni se selijo, tudi to sva skupaj doživela, Pogačarjev trg in spremljanje finala Lige prvakov. Tokrat bodo na Štajerskem imeli ta privilegij, da doživijo spektakel gledanja finala Lige prvakov v družbi Heinekena. Ne selimo se pa mi v prvi vrsti, kajti v soboto smo z vami že ponovno v družbi španskega nogometa. Se gledamo.